Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. 7. sezona. Sponzorji današnje prireditve pretekmovanja Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo Juršinci so občina Juršinci, ATP avtobusni in tovorni prevozi, Oculus Worldwide Industrie Montažen, Dravske elektrarne Maribor, Sazas, Talum, Klima Ptuj, Amprotehnik, Zidarstvo Matija Slaček, Gradbeništvo Ivan Slaček in suhomontaža Aleksander Lajk. Dobrodošli v naši družbi, tole je zdaj že tretja oddaja, ki se jo gremo ob sredah zvečer. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Letnica 2021, ko smo zakorakali v prav posebno serijo oddaj, ki se jih gremo na radiju. Ne? In mi dva z Daliborjem vam želiva en prijeten sprejem. Dalibor, kako se ti počutiš zdaj že v tretji oddaji? V tretji oddaji 7. sezone, Ja. ti še imaš za sabo, je tebi to 3. sezona. Za mene je tretja, za Mene tebe pa je 7. sezona, Ja. tako da sem že starosta tega. Stari maček. Ful dobro se počutim. Ful dobro, ko so otroci tu, boljše ne more biti. Odlično, me veseli in jaz verjamem, da bo tudi tokratna oddaja ena taka zelo, zelo lušna, da bomo slišali mnogo mladih talentov in začenjamo z eno tako nadtalentko, ki vidi vse sončno in rumeno. Z mano, z nama je Varja Kočevar. Zdravo! Zdravo. Kak se ti v šoli pozdravljaš? Kak se vi pozdravljate v šoli? Ja, z učiteljica, dober dan. Aha. Z vsemi pa, hej, Hej, živijo, oj, kak pride, ne? Ja. Kak pač pride. Ej, ti si taka ful pozitivna oseba. seveda brez negativa je grozno. Odlično, me veseli. V 4. razred hodiš. Ja. A si že kdaj pela v natečaju Otroci pojejo? Sem že dvakrat. Dvakrat, se pravi, tudi za tebe je to 3. sezona. Te smo mi dva Ja. preglihi, mi dva smo v bistvu čist na istem, ne? Zdaj že 3. leto se tole greva. A si vsakič pela tabu ali si vsako leto spremeniš pesem? Spremenim se seveda. Ok, v redu. In kdo ti pomaga pri odločanju, kaj boš pela? Moja učiteljica. Učiteljica v šoli ali imaš kakšno še Učiteljica dodatno? tukaj blizu v moji šoli. Za Aha. petje pač. Ok, in pa sta se vidve dol sedle, sta šle na čaj in sta si rekli, tak, kaj bomo mi dva letos pela in sta se odločila za tabu. Ne glih tak, Aha. tam uro smo imeli za petje, te pa smo gledali, kaj je bilo tam, pa smo Aha. zbrali toto. Odlično. Ej, a ti že morda veš, kaj te v življenju poleg pesmi, petja še veseli? Kaj še rada počneš? Veseli me ritmična gimnastika, pa kako tako izdelovanje ročno. Odlično. Ej, ritmična gimnastika, to je ono, ko se greš z žogo, pa z tem hula hupom, pa vse te stvari, ha? Obročem, ki No, je to, ja. kolebnico trakom. Pa, ja. Ok, super. Zdaj, če naj od vas dalje Borjem pogledaš, ne? Aha. Kjer od naju dveh bi bil sposoben se iti ritmično gimnastiko? Kaj misliš? Opa. No. Treba bi bilo vzeti nekaj let, Dol, ne? nekaj A dol? 10 let Aha. in oba dva. Aha, se pravi, noben ni gliše za v staro šaro, se še lahko, ne? Vse še lahko sem bi rabili Veliko nekaj dela. 1000 let. Čarovnika iz Oza bi rabili malo. Ja, to pa je res. Odlično. Evo, tudi mi gremo zdaj se malo čarovnije, ker ti si izbrala tako zelo sanjsko pesem, ne? Nabiralka zvezd. Zvezd. Odlično. Umetnica si po duši in tudi navzven vidim, tako da verjamem, da bomo zdaj vsi skupaj uživali. Prvi del je za nama, pogovor si opravila z odliko, verjamem, da boš tak tudi zapela. Hvala. A vprašaš se kdaj, kaj je točno na tabo? A vprašaš se kdaj, kaj je točno tam gor? In če stopiš na prste, a si res bliže? A dotikaš se neba? A opaziš me kdaj, kadar gledam v vesolje? Se mi zdi, da je bolje visoko tam gor. Ko potapljam, si mislil bleščečo to morje. Čutim, da sem del vsega.
segam više kot sedem. Trgam želje iz neba in dotakne se zenita z roku. Zapuščam zemljo, ko iz črnega prebiram zlato. Vsako noč za nočjo in nabiram zvezde, da ti jih dam. Še tople od dlan, da me padajo kot sneg iz nebes, nabiralka zvezd. Jaz imam, to priznam, včasih kakšno noč nemirno, a zvezde so najsvetlejše v temnih nočih. Gledam jih, ljubim jih in zaupam jim neskončno. Čutim, da sem del vsega. Segam više kot sedem. Trgam želje iz neba in dotakne se zenita z roku. Zapuščam zemljo, ko iz črnega prebiram zlato. Vsako noč za nočjo in nabiram zvezde, da ti jih dam. Še tople od dlan, name padajo kot sneg iz nebes, nabiralka zvezd. In dotakne se zenita z roku. Zapuščam zemljo, ko iz črnega prebiram zlato. Vsako noč za nočjo in nabiram zvezde, da ti jih dam. Še tople od dlan, name padajo kot sneg iz nebes, nabiralka zvezd. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Spet smo zelo dobro zaštartali tole našo oddajo. Vrhunsko, To je že tretja vrhunsko. oddaja, Varja se je poslovila. Zdaj pa je čas, da spoznamo novo tekmovalko in tudi danes bodo tukaj, za razliko od zadnjič, samo punce. Punce Ni prevladujejo. menga fanta in jaz v svoji sredi, najni sredi pozdravljam zdaj Julijo Matjašič. Zdravo. Zdravo. Živijo, dober večer, pozdravljena, kakorkoli že. Ja. Ne? Julija, ti imaš rojstni dan kdaj? 14. avgusta? 14. avgusta. Ja. Okay. Stara si zdaj koliko? 9 let? Se pravi, letos bo prva okrogla 10. Ja. A si se že zmenila z starši oziroma z vsemi tvojimi, kaj bi mogla ti letos dobiti za rojstni dan? Ne. Ne še? Ne. Štirikolesnik? Ne. Ja. Meni so všeč so te stvari. Če začnemo pri štirikolesniku, pol mogoče še kakšen nov računalnik, laptop. Ne tablica. A tablica, ok, nova tablica, recimo še nov telefon zraven, če smo že šli. Telefona pa ne. A ne rabiš telefona? Ne, ker sem ga za obhajilu dobila. A ja, te pa imaš zdaj zaenkrat mir s telefonom, jel? Nekaj Je. mi je ful všeč, ja. A, je vredi. Dobro, odlično. No, super, me veseli. Ok, zdaj smo ugotovila, kaj te tak poleg šole veseli. V šoli ti je pa, če te takole pogledam, najbolj všeč ti je Matematika. Ne. Kaj pa pol? Šport. A ja, šport. N-I-Š z učiteljem Stankom, Ja. ker se bolj igramo. Jaz sem mogoče bi bila pa učiteljica Stankalo. Ok, igrate se, ampak recimo, kaj od športa ti je najbolj všeč? Nogomet? Ne?
tudi, ja. Ja? Ja. Bravo! Si že kdaj premagala fante? Vedno, ja? V nogometi sem bolj slaba, najrajši pa igram med dvema ognjema. Aha, dobro. To je moja Odlično. najljubša igra, ker... Se izmikaš, ne? Ja, ker je ful dobra igra, ker jaz sem bolj hitra, pa mi bolj uspeva. Ej, ti si kdaj igral med dvema ognjema? Jaz sem se enkrat spekel med dvema ognjema. Je to, ne? Ne, ni to, Ni to. Dalibor. To A. nima nobene veze s paracajgom ali No, pa z vžigalicami ali pa čemerkoli. Julija je zelo športen tip, ki pa rada tudi poje, a ne? Ja, seveda. Ok, v redu. Zdaj si ti predstavljaj, da boš, ko boš stara 20 let, zdaj si 9, ne, pa kmalu boš 10 letos poleti, ko boš 20 let, boš pela tako kot kdo. Kot naprimer Tanja Žagar ali pa Nika Zorjan. Odlično, odlično. To sta super dve odlični vzornici. Mi dva z Daliborjem obe zelo dobro poznava. Ja, pa ej, glik se opada, veš, 10 let, če one dve še bodo 10 let na odru, pa sam zamenjajo. Pa jo ti zamenjaš. Evo ga. Evo, pa imamo novo Tanja Žagar. Čeprav danes ne boš pela take bolj zabavne pesmi, ampak boš zapela narodno zabavno. Ja, od Lojzeta Slagana Prižiga luči. Kje za vraga si dobila pa to idejo? Midva jo podpirava, midva sva ful navdušena, zato naj jo zanima. Mamica mi je svetovala, ker ve, kje glasbe so za mene. Aha. Naprimer, da ne je preveč visoka, ker moj glas ne Ja, ja, poje ja. določene pesme. Odlično, ker tam so tudi sami fantje, ki pojejo to, ne? Ja. Taki fantje, ki zelo visoko pojejo, ampak to je za punce glih dovolj, Ja. da je ne preveč visoko. Jaz a ne? tudi znam visoko peti, samo ne preveč, ne za opero. Odlično. Moja mama bolj visoko Odlično. poje. A ja, veš, ampak ona si ne upa, ti si pa upaš. Zapeti. Ja. Odlično. In zdaj bomo slišali Ne prižiga luči od Lojzeta Slaka. Najprej še enkrat najlepša hvala, da sva se lahko takole sproščeno pogovarjala in zato, ker nama boš zdaj zapela eno najlepših narodno-zabavnih valčkov, kar jih je. Hvala ti. Ja. Ne prižigaj luči, naj zaplešem temi, stari valček s teboj nocoj. Nič besed treba ni, naj srce govori, kaj čutilo je dolge dni. Zapleši z menoj ta valček in k meni se nežno pribi. Le naj bo trenutek, ko v sreči srce gori. Zapleši z menoj ta valček in k meni se nežno pribi. Le naj bo trenutek, ko v sreči srce gori. Glasba noč, jaz in ti, nič besed treba ni, čas ustavil se je za naju. Ne prižigaj luči, naj zaplešem temi, stari valček s teboj nocoj. Zapleši z menoj ta valček
pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v naši družbi, tole je 3. oddaja in zelo hvaležni smo, da smo v družbi otrok. Z Daliborom smo zelo hvaležni, da naj občine tako lepo podpirajo, ne? Ja. Da se na Radiu Ptuj in predvsem na Facebooku Radia Ptuj potem tudi kaj zve o občini Juršinci. Ne? Ja, občina Juršince je ena izmed prvih, ki je šla k temu projektu, veš? Aha, Tako, dobro. mimo grede. In otroci tam res noro pojejo. Ja, to ugotavljamo z leta v leto in zdaj bomo to tudi ugotavljali s pomočjo Julije Kokol. Zdravo! Zdravo. Živjo! Ej, kak ti v šoli rečeš, ko srečaš svoje najboljše prijatelje, prijateljice, kak se to zjutraj pozdravite? Zdravo. Zdravo! Odlično. Ali pa čau, Ne, to je pol bolj, ko grejo domov. ko gre domov. Ja. Ej, Julija, ti hodiš zdaj v 5. razred, ne? Ja. In če bi lahko si zdaj zamislila, pa da bi bila nekje na odru, pa spodaj milijavžent ljudi, namesto koga bi pela, namesto... Katera je tvoja vzornica? Tanja Žagar. Tanja Žagar. Super, zakaj? Tako fajn ker- poje, pa fajn pleše, pa, Ja. pa vse je, ne? Ja. Pa velike energije ima, skače po odru sem pa tja. Lušno. Ej, Julija, daj mi ti povej, v šoli tebe veseli poleg glasbe kaj še? Slovenščina. Ne, matematika. Ne. Likovno. Likovna. Viš, spet ena stvar, ki jo midva nimamo pojma. Jaz ni variante, jaz narisal samo zelene liste. Veš. Dobro, odlično. Ej, se pravi, rada ustvarjaš. Si taka umetniška duša, ker petje, pa likovna, pa te stvari, ne, glasba, no, to so take umetniške stvari, ne. Si že doma kdaj kaj narisala na steno? To še Ne ne? še. Ne še, dobre. Tudi ne poskušaj, ker se lahko zgodi, da bojo pol starši rekli, ja, čo, kaj si, da, ja, veš, tak, ne. Jaz sem ti že mislil reči, ti probaj jutri. Pa ne bo dobro. Probaj pa enkrat, veš kaj se razmeniš v šoli, da boste naredili enkrat en taki šolski projekt, pa greste vse stene pofarbati. Ha, a ne bi bilo to dobro? Ne. Ne bi bilo, recimo tu pri nas na Ptuju, na Radiu Ptuj, vidiš, imamo take odtise rok, to so mali otroci nam dali, ne? In smo jih mi predvsem privlekli, pa so dali roke notri v barvo in so vsak svoj odtis gor naredili. Eni malo večji otroci, pa eni manjši otroci, ne? Teda mogoče ti to v šoli razmisliš, pa tak naredite. A veš, da bo pol čez 20 let boš ti prišla nazaj v šolo, pa boš svojo dlan še vedno tam videla. Lušna stvar, ne? Ne? A ja, ok, te pa ne. Ej, Julija, zdaj, ko si razmišljala pa o tem, kaj boš zdaj pela, ne, kako da si se odločila za Tanjo Žagar? Se pravi, si takrat takoj iz prve ustrelila, to hočem. Na televiziji sem s mamo videla Aha. nastop od Tanje Žagar. In si rekla, jaz želim biti tako kot ona in želim peti Otroci pojejo in želim peti Zame zakantaj. Ja. In to boš zdaj tudi storila. Super si bila, Julija, hvala ti za tale pogovor, že nam pa še zapoj. Bil je sončen dan, šla sem v Piran, Torito na obalo. Kar naenkrat pa sem zagledala njega s kitaro. Je na prkisal, nežno zakantal, pesem le zame. Z njo srce začaral, lep je Istrijan. Z njo srce začaral, lep je Istrijan. Zame zakantaj, serenado zdaj. Je bella, notte z nama je. Zame zakantaj, na kitaro zdaj. Na tvoje barka ziva se. Pačal se sem let, sama šla sem spet, Torito na obalo. Kar naenkrat pa sem zaslišala tisto kitaro. Je nam prkisal, nežno zakantal, pesem le zame. Z njo srce začaral, lep je Istrijan. Sknila se romanca, najin je Piran. Zame zakantaj, serenado zdaj. Je bella, notte z nama je. Zame zakantaj,
na kitaro zdaj. Na tvoja barka ziba se. Sakandaj, stradanado zdaj. Ja, bella, ploten slama je. Samo zakantaj, na kitaro zdaj. Na tvoja barka ziba se. La la laj, laj, laj. La la laj, laj, laj. La tvoja bella notte slama je. Laj, 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 laj. Laj, 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 laj. Ja, tvoja barka ziba se. La tvoja barka ziba se. Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dobrodošli v naši družbi, vsakič vas na novo pozdravimo, če ste glih vmes prešaltali radio in ugotovili, kje pa to otroci tako lepo pojejo. Na Radiu Ptuj v 7. sezoni otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Smo z vami v živo oziroma premierno zdajle v sredo zvečer na Radiu Ptuj in na Facebooku Radia Ptuj. Ne? Dalibor je tu za mano, malo se ga včasih celo vidi. Se dobro, da ima veliko glavo. Veliko glavo s slušalkami, ne? Ja, tudi brez slušalk imaš veliko glavo. Hvala. Ja. Ampak to je velika glava zaradi velikih ušes, ker smo tako napeto poslušamo. Aha, ja, Otroke, prav, ne? Ja, itak. Ja, ti si zdaj mene nekaj poslušal. Še dobro, da me je Lana Friščič-Krampel, zdravo, živijo. Zdravo. Midva sva pa že stara znanca. Ja. Ne? Lani sva skupaj stala na odru. Ja. In ti si pela, jaz pa sem govoril. Ja. A si predstavljaš, kako bi bilo smešno, če bi bilo obratno? Ja, Da bi jaz pel, pa bi ti povezovala prireditev. Ha? Tvoje delo bi še šlo, Tvoje pa ne. moje pa ne. Ne, Bi ne. šli ljudi domov, ko bi čuli mene, po mojem. No, ampak dobro, hvala Bogu, meni ni treba pet, poješ pa ti zelo rada. A se ti kdaj spomniš? Mislim, zagotovo se spomniš, saj še nisi glih toliko stara. Koliko si stara? 10, letos bom 11. Aha, 10, letos bo še 11. Dobro. Verjetno se spomniš, da je bil tak tvoj prvi pravi nastop, da si imela nastop. Da si lahko rekla, doma zdaj imam pa jaz nastop na šolski prireditvi ali kaj takega. A se spomniš? Ne. Verjetno čisto že na začetku šole, ne? Ja. Si bila ves čas udeležena v nekih kakih takih pevskih zborih ali pa v petju, ne? Ja. Ok, ampak zdaj, če bi eden, Bog ne daj, tebi mogel petje stran vzeti. Joj. Ja, joj. Ja. Ampak deva pomisliti, kaj pa tebe še drugače poleg petja veseli? Rada igram klavir, Ok, poleg muzike, kaj te še veseli? ples, Ok, poleg glasbeno, Glasbe. taktičnih, poleg glasbe, rada ja? se rolam. Ok, vidiš, rolanje, odlično, dobro. Kolena so še zdrava? Ja. Aha, imaš ščitnike drugače gor. Ne. A ja, ker znaš brez, ne? Ja. Ker znaš dobro, veš mi, da rabimo ščitnike za vse, še za nos. Lana, ok, šport je torej tvoja zabava tudi. Kaj pa ostali predmeti, ker recimo, a veš dobro, zdaj si šele v 5. razredu, ne? Ja. Imaš še 4 razrede, pol pa greš še v srednjo šolo, ampak vseeno, a morda veš, kaj bi rada v življenju počela že? Rada bi bila pevka ali pa zdravnica. Opa! Zdravnica, zobotehnik, moj črni kon, ne? Aha. To bo ista Dobro, varianta, to, ne? ja, imaš prav. Rafko Ampak- Irgolič. Rafko Irgolič je bil točno to. S tem, da zdaj zdravnica je zelo taki pomemben poklic, ne? Je pa pomemben tudi glasbenica, ne? Ker imaš eno tako močno poslanstvo, moraš zabavati ljudi. Ja. Ne? Jaz ti predlagam, da je res kar probaš čim bolj oboje, da postaneš zdravnica. In pol, a veš, ljudje, ki gremo k zdravniku, nas skozi neki boli, smo slabe vole. Ja. Ne? In če bi ti zraven še pela, a veš, koliko bi bilo boljše vole, vsi tvoji pacienti. Jaz vidim Lano že kot zdravnico, vam bom dala injekcijo.
Fajn. No, v glavnem, kakorkoli že, lepo naj ti bo v tej osnovni šoli naprej in postani zdravnica in vse, kar si želiš in nas navdihuj še dolga leta tako, ker te vsako leto radi poslušamo. Letos smo še na tako prav posebno pesem. Kaj nam boš zapela? Kadar sanjaš, od moje učiteljice, Ana Delin. A se ti spomniš tvojih sanj? Ja, Kaj si nazadnje sanjala, kaj takega, da lahko zdaj mi poveš? most. 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 Jaz sem Ja. mislil, rekla fanta. Na mostu si bila. Ja, Most, na katerem si bila. ja. In to je bil Dravski most? Ne veš. Los Angeles. Ali pa v San Francisco. Pustma mi dva to. Cajt je, da nam zapoješ. Hvala ti. V mojih sanjah odprla sem oči, tam tisoče luči, pisanih trav, vse je spet prav. Na modrem nebu sonce zažari, svetloba oživi, metulji so tam, roke jim dam. Skozi okno ptica poleti, skozi okno čas se zavrti. Iščem, sanjam, pot do tja, rišem slike vseh želja. In če tisočkrat si bil zgubljen, kadar sanjaš, nisi sam. Kadar sanjaš, nisi sam. V kraljestvu sonce zažari, svetloba oživi, metulji so tam, roke jim dam. Skozi okno ptica poleti, skozi okno čas se zavrti. Iščem, sanjam, pot do tja, rišem slike vseh želja. In če tisočkrat si bil zgubljen, kadar sanjaš, nisi sam. In če tisočkrat si bil zgubljen, kadar sanjaš, nisi sam. Kadar sanjaš, nisi sam. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. In to že tretja oddaja. Dobrodošli vsi, ki ste z nami na Radiu Ptuj, vsi, ki ste z nami na Facebooku Radia Ptuj. Vse te oddaje premierno potekajo ob sredo zvečer po 18. uri in mi se ta teden nahajamo v občini Juršinci. Od tam prihaja tudi najna naslednja gostja. Ne? Ja. Kaj bi ti znal povedati? Izidora, samo mi se moramo nekaj skregati zelo najprej. Okej, Samo okej, če- daj, Kaj daj. bi ti znal povedati o Juršincih? Juršinci je en lep, majhen kraj, ko prideš k njim, žaba, boksar, vse imajo. Puhov. Pa čakaj, jaz sem na začetku, Ne, komaj. končal si za piko, nisi vedel, sedi. Vem, da Ti je puh. veš, ne? Isidora živijo zdravo. Zdravo? Ti se pišeš Drobnjak. Ja. Ok, greva k Drobnjaku pol kasneje. Po čem so še Juršinci znani? Jaz sem bil glih danes tam pri vas, a veš, sem si šel gledat, veš kaj? Puhov muzej. Ja, en taki zelo brihten stric je včasih živel, ki je pol bicikle naredil, pa od njega naprej so pol motorje izdelovali, pa take stvari. Je bil tu rojen v Juršincih, pa je šel pa v Avstrijo živeti. In tam je zdaj nastala ena taka ogromna tovarna in vse, v bistvu, vse to iz njega ven izhaja. Teda Juršinčanke pa Juršinčani ste zelo pomembni ljudje, veš? Toliko da veš. Ej, Isidora, ti nam boš zdaj zapela Poljub na klopci.
Ne? Ja. Zdaj gremo najprej na priimek tvoj. A veš, kaj pomeni drobnjak še sicer? Rastlina. Rastlina, tako je bravo. Rastlina, ki je za v juho. A veš, kako se še drugače temu reče? Ja, jaz Ti nimaš kaj, ti sedi. A ja, pardon. Veš, kako mi temu rečemo? Jaz sem drugače iz Pohorja, jaz sem izreč čist nekje druge, čudno. Zraven bedanca. Ja, recimo tam med Bedancem pa Kosobrinom. Šnitleh. Šnitluh. Se pri nas tudi rečemo. No in tu smo se zdaj navezali nazaj, ker je stric Puh šel v Avstrijo živeti in zato smo zdaj to zaokrožili. Redo? Dovolj o zgodovini, kaj je tebi sicer najljubši predmet? Glasba, matematika. Prva v 7. sezoni Ki je Otroci všeč Božji, matematika. Matematika. Ja, pa. Ne, moraš reči, čekaj, ti si 5. razred. Kaj se zdaj učite pri matematiki? 3 plus 3. Ne, to so prvem. A ne? Ne, kak- 5. razred. Ulomki pa zalomki. Ne, to tebi ni se je sa- že zdavnaj zalomilo. Kaj imate? Ulomke ne, enačbe ali kaj imate, kaj takega? To smo imeli v 4. V 4. so že imeli enačbe, to je ono X pa Y pa to. Jesusno Marija. Soduko imajo. Kaj je to? To se jaz čudim nekje, da je to. To je nekaj podobnega križankam. Aha. Skoraj tako križanke. Ok, pusti, to zdaj naju dva primeru. Isidora, glavnem, ko bo velika profesorica matematike. Ne. Kaj pa boš? A že kaj veš, kaj bi rada postala v življenju? Ne. Če te matematika veseli, ne? Pol te bo veselila tudi fizika in veš, kaj to pomeni, da si lahko pilotka. Kaj oni to ful obvladajo. Res? Matematika, fizika. Ali pa si gradbinka in zgradiš 300 metrov velikega kurenta na Ptuju. Ne? Ne, dobro, ljudje. Ok, pustimo, dovolj je bilo tega. Daj mi še povej sicer, odločila si se za Nino Pušlar, zakaj? Všeč so mi njene pesmi. Take rade grejo v uho, ne? Poslušljive so, lepi videospoti tudi, če jih gledaš, ne? Tako lepo zveni, ne? Ja. Kadarkoli to si zapoješ, zjutraj, zvečer, na radiju, na televiziji, vse posod štima. Ja. In jaz ti želim, Seveda. da postaneš druga Nina Pušlar. Redo? Hvala. In to bomo zdaj tudi dokazali s tem, ko nam boš zapela. Tale del je končan, šlus, fertik. Zdaj pa sam še zapoj. Hvala. Hvala. Sedela sva v parku na tisti večer iz nočnega neba. Padel je dež iz samih utrinkov, iz sveti želja, kot bi prižigala se za naju dva. Nasmeh je bil jasen, bilo je toplo in jaz približala sem ti svoje telo. Bila sva brez misli, odprtih dlani, težave šle so z Bogom, kot da jih ni. Če ti vsaj ne bi bil tako sramežljiv in jaz neumna kakor najstnica, ujela bi ta moment, ki padel je z neba. En poljub lepo ukraten, en dotik nežno slučajen, ujela bi srečo tukaj na klopci, a si nisva upala. Ta poljub bi bil drugačen, srca najnim označen, ujela bi srečo in bila zaljubljena. Zvezdna je steza, prižgala se je, omamno kot tvoj parfum, dišala mi je. Če bi šele roki podala si, vem, da ne bi odšla v dve smeri. Če ti vsaj ne bi bil tako sramežljiv in jaz neumna kakor najstnica, ujela bi ta moment, ki padel je z neba. En poljub lepo ukraten, en dotik nežno slučajen, ujela bi srečo tukaj na klopci,
si nisva upala, da poljubi bil drugačen, srce naj nima značen, ujela bi srečo in bila zaljubljena. In bila zaljubljena. Ujela bi srečo, a si nisva upala. Otroci pojejo slovenske pesmi. Sedma sezona. Dragi moji, tole je zdaj zadnji nastop, ki je pred nami, ne? Kar se tiče današnje oddaje. To je zdaj tretja oddaja, tretja sreda zapored. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V 7. sezoni leta 2021 poteka iz studia Radia Ptuj. Premierno vsako sredo zvečer zavrtimo oddaje, ki jih posnamemo med tednom, da so otroci v kontroliranih okoljih, da se nestično poje, ne? In tako naprej. V glavnem je pa ena stvar, ne? Se pa zgodi včasih ena taka luštna reč. In zdaj, prednje to povem, moram pozdraviti Ano Kočevar, živijo. Zdravo. Zdravo. Zdaj, vse to, kar smo danes slišali, je bilo v nižji kategoriji. Ne? Zdaj, tisti, ki ste z nami na Facebooku, vidite, kako resno zdaj Dalibor gleda, ne? Ano. Namreč vsakega otroka mi, ali pa zdaj že mlado damo v tem primeru, ne? Najprej sprobamo, da vidimo, če je vse ok, da se dobro počutijo v naši družbi, ne? Ker mi da glih najbolj lepa nisma, ne? Pa se malo straši, še za sebe Daliborja, ne? Ja. In v glavnem je treba tako narediti, da se dobro počutimo tu v naši družbi, ne? Iza stekla in vsega ostalega. In v glavnem, je Dalibor hotel, da ti res najboljše zdaj v nadaljevanju odpoješ, ne? In ti je malo tak, ne, on se rad gre učitla, veš, ker to tudi je drugače, ne? No, v glavnem, to pa zaradi tega, ker ti si že vnaprej zmagovalka, a ne? Ja. Joj, kak prisrčen. On pa lahko gre že, ne? A ne, za pet pa mora. Ne, to bi bilo pa ne fair, da bi zdaj v bistvu rekla, ja, jaz sem edina, ki sem v višji kategoriji prijavljena, ne, in zdaj sem že zmagala in zdaj sploh ni treba, da pojem. A ne, zdaj moraš pač pokazati, da zakaj si pač edina, da se noben drug na tvoji šoli ni upal priti pet. Je pa veš, kaj še možno, ne? Kaj? Lahko je tudi diskvalificirana. Jezus, ti bo pa došel pol ti, naprej. Tako, veš, da bo Ne. bolj napeto. Da bo bolj napeto. Mogoče pa tvoja sestrica iz nižje kategorije, ne Varja, pol v tvoje čevlje stopi pa te nadomesti. Glavno, Ana Kočevar hodi v 9. razred osnovne šole Juršinci, ne? In zdaj je to zadnji razred, ne, osnovne šole. Zdaj neki že moramo vedeti, kaj bi radi v življenju počeli oziroma kam bomo šli nadaljevati naše šolanje, ne? Kam boš šla? Jaz nameravam pač iti v likovno gimnazijo, Aha, da na Ptuju tukaj. tukaj na Ptuju. Likovna gimnazija. To so sami umetniki v naši družbi, ne? Ok, likovna umetnost, torej te zelo veseli te stvari, ne? Ja. Kaj je likovna umetnost? Ja, jaz to bi tudi vprašal. To pol avte barva? Ne. Ne, tiste nekaj drugega, ne? Aha. Kaj bi ti rekla, kaj je likovna umetnost? Je mogoče izražanje samega sebe na platnu oziroma v različne tudi likovne smeri. Jaz sem zelo veliko časa preživel v Rimu, a veš? In tam je likovna umetnost na vsakem koraku, vsaka fasada, vsaka freska, v vsaki cerkvi je. To je toliko tega, da se ti zmeša, a veš? Teda ti res želim, da se dobro počutiš v tej svoji koži, da obiščeš čim več tega, ne? Da boš lahko študirala Michelangela in vse ostale, ne? In da boš ob tem ne pozabila na petje, ne? Seveda. Ja, to itak gre z roko v roki, umetnost pa petje. Umetnost pa petje. To je. V Rimu si Podobna stvar. ti bil? Kaj? V Rimu? Jaz sem bil 6 mesecev v Rimu živel. Jaz sem čutil, da si bil vanka, ravno. A, dobro, okej. Malo naprej. Okej. Malo sem še zaplaval, pa sem bil na uni strani. Ne? Dobre. V glavnem, Ana, kaj nam boš odpela? Ne čakaj na maj. Ne čakaj na maj. Kateri mesec je sicer tebi najljubši? Rada imam jesen, pač tudi imam rada maj, ker je moj rojstni dan v maju. O, lepo, no, to je fajn. Se pravi, Jesen pa, to pa sem zdaj pogrunto, Ja. zaradi barv. likovna Likovna umetnost. umetnost. Narava takrat pokaže umetnost. Ne? Picasso,
Michael Jackson, ne, Ne, to je dobro. Lej, Dalibor, ko nekaj pametnega poveš in ko ti rečemo ja, takrat nehaj. Okay, Na vrhuncu moraš okay. nehati, a veš? Ne, in mi doma zdaj nehala, na vrhuncu, da boš lahko ti odpela. Hvala ti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti bo sonce in rože, zakaj? Saj lička so rožniti cveti, v oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubov, zakaj čakala bi na maj? Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti bo sonce in rože, zakaj? Saj lička so rožniti cveti, v oči žarek sonca sveti. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, kaj mar ti zelenih trav. Srce nič ne čaka, bije tik-taka, kliče ljubov, zakaj čakala bi na maj? Otroci pojejo slovenske pesmi. In se veselijo. 7. sezona. Dragi otroci, starši in vsi ostali, ki ste spremljali današnjo oddajo, naj vam povem, da se vedno oddaje posname vsaj 2 do 3 dni naprej. Zato, da so otroci v kontroliranem okolju in v tistem najboljšem možnem vzdušju, brez kakršnikoli napetosti, lahko pripravijo na svoj nastop. In da potem seveda brezstično, takole izza stekla, vse skupaj poteka v najboljši možni zdravstveni maniri. Tako. In zaenkrat smo zelo veseli, da nam že kar nekaj tednov to lepo uspeva, verjamemo, da bo tako šlo do konca. No in kot potem vsi otroci odpojejo, takrat nastopi na vrsto strokovna komisija. V njej je so minimalno 3 člani, predseduje pa jim gospod Tim Ribič. Vsi ga poznamo kot pevca slovenskega okteta, vsi ga poznamo ali pa morda malo manj kot mednarodno priznanega strokovnjaka z področja vokalne tehnike oziroma opere nasploh, kjer je tudi sam operni pevec in tudi režiser oper. Tako da vse to potem strokovno preposlušajo in potem nama povejo in midva potem razglasiva. Je tako? Je tako, ja. Zdaj, kar opažamo v zadnjih tednih, je to, da se otroci lotevajo čedalje težjih skladb. Kar je po eni strani zelo dobrodošlo, ker samo na takšen način si lahko izpopolnijo svojo vokalno tehniko, oziroma je to eden najboljših načinov, zagotovo pa je to morda na trenutke težje poslušljivo tistim neukim. Je tako? Je tako. Se pravi takim, kot smo midva. No, ti si že Ko si uk. ti, Jaz sem tak, ja, jaz sem okej, tak, okej. ne? In je to morda radijsko malce težje sprejemljivo. To zdaj govoriva in citirava predvsem strokovno komisijo oziroma njihovo mnenje. Na podlagi tega je potem strokovna komisija tudi odločala, kako in na kakšen način bi se lahko otroku olajšala pot v glasbeno kariero. Zato je njihov nasvet, da se otroci naj ne lotevajo pretežkih pesmi, ker te tudi sicer niso radijsko tako sprejemljive. Saj veste, kaj se na radiju drugače vrti, ne? In mi smo zato, da so otroci ob tem veseli in da so veseli vsi, ki poslušajo to muziko, in kot je sam postulat festivala, ne, da ob tem vsi ne samo dobro mislimo, dobro delamo, ampak res uživamo. Ok? Lepo si povedal. Hvala lepa. Super. Zdaj pa razglasitev. V nižji kategoriji je nastopalo kar nekaj otrok, v višji malo manj. Dosti manj. Ja, tako je.
In zdaj najprej razglasitev nižje kategorije. Zelo so se lomila kopja med eno izmed punc, ki je vokalno tehniko sicer že zelo nadgradila, ne? Izbrala zelo težko pesem, ki ni bila povsem 100% tudi izvedena, kar je tudi eden od načinov, da lahko hitro pade potem otrok v eno tako slabo voljo, ker ne zazveni tako, kot bi moralo, ne? In zato v prihodnje svetujejo, da se otroci lotevajo pesmi, ki so tudi lažje na posluh in na samo petje. Ampak vseeno, vse, ko damo ob stran, lahko razglasimo, da je zmagovalka v nižji kategoriji postala Lana Friščič-Krampelj. Vse čestitke, Lana. Zdaj bomo šli dost. Ja. Zdaj pa sem jaz. Višja kategorija, ena tekmovalka. Ampak me pa je fascinirala z izborom pesmi. Res je? Res, Slovenci smo taki, recimo mlajša generacija, da rada zmeraj več modernih pesmi in tak naprej. Novodobnih pesmi. Ta tekmovalka pa si je izbrala pesem iz zlate dobe, mislim, do 60 leta tam nekje. In to je... Najprej vemo, nastopila je skladbo Ne čakaj na maj. Bila je zelo suverena. Odlična. In res imamo radi takšne poklone slovenski popevki. Itak. Je tako. No, jaz pa zdaj razglasim. In zmagovalka... Zelo napeto je bilo. Zmagovalka z 9. razreda, torej zadnja možnost, da zmaga v tem projektu, je pa Ana Kočevar. Bravo. Tudi Ani. Lana in Ana, vidimo se v polfinalu, vsem ostalim otrokom vse dobro. Nekateri ste na odlični poti, da boste že drugo leto prišli v polfinale in morda že tudi v finale. Se vidimo naslednjo sredo. Čau. Otroci pojejo slovenske pesmi. Se veselijo. 7. sezona. Vse informacije, vse pesmi in vsi nastopi te čakajo na www.otrocipojejo.si.